Urban Lesjak, iskrene čestitke za res visoko zmago v Mariboru. Vi ste tudi osebno blesteli, kar 54% obranjenih strelov, 21 ste jih zaustavili. Ste pričakovali takšno tekmo v Mariboru? Najprej hvala za čestitke. Pričakoval tega nisem, vedel pa sem, da smo tega mi sigurno sposobni. Če se nam stvari poklopijo tako, so se nam danes, da je vsak nasprotnik premagal s takšno razliko. Res je, da so oni potem od neke 45 minute, to je malo psihično padlo, so nam dovolili, da smo dosegli mi nekih hitrih, lahkih zadetkov, ki jih prej skozi tekmo nismo mogli na tak način dosegati. Treba razmišljati, kaj je bilo danes na tej tekmi v redu in jo potem čim hitreje pozabiti in s temi mislimi stremeti naslednjim tekmom. Kako si razlagate to dejstvo, da je prišlo do takšne razlike v letošnjih dveh obračunih v tej dvorani? Ja, res je. Enkrat smo izgubili, enkrat pa jih nadigrali z ne vem koliko točno razlike zadetki. Razlog je samo v naših glavah, v tem, da smo mi vedeli danes točno, po kaj smo prišli, da točno vemo, kaj nas vodi do želenega cilja in to smo danes na igrišču pokazali. Nedolgo tega ste v Ribnici igrali neodločeno, zdi se, da ste se potem res ekspresno vrnili, sledili sta dve res visoki zmagi, to je verjetno kar dober obet za nadaljevanje sezone. Ja, sigurno, to je veličina naše ekipe, da se zna v težkih trenutkih usediti skupaj, zapreti v slačilnico, razčistiti tiste stvari, ki so bile narobe in sedaj po teh dveh tekmah to sigurno deluje. Mi vemo, da lahko takšne predstave kažemo do konca prvenstva, ampak samo pod pogojem, da smo vsi 100%. Že čez teden dni vas čaka veliki derbi v Velenju, to da verjamem, da vam tudi trener vsaj za zdaj še ne dovoli razmišljati o tej tekmi. V soboto v Celje prihaja Loka. Ja, mogoče bi v prvem delu si dovolil razmišljati eno tekmo naprej, ampak potem, kaj se nam je zgodilo v Ribnici, vidimo, da moramo čisto vsakega vzeti 100% in res iti tekmo po tekmo in kot pravim, čas za Velenje bo v nedeljo, v dopoldan, ko se zbudimo, je čas za razmišljanje o Velenju. Kako bo proti Loki? Če bomo mi na takšnem nivoju, kot smo bili danes, lahko nadejamo spet visoke zmage, če pa ne bomo, pa smo sposobni se tudi domači dvorani matrati na nek način z njimi, ampak si tega sigurno ne smemo dovoliti. Najlepša hvala za pogovor. To je to.